sva Matjaž in Zvone, člana skupine Šato Šato. in vi poslušate oddajo Radioaktivno. Rad bi živel kot mlinar na Muri, da dolg bil bi dan, da spet bil bi sam. Rad bi živel kot mlinar na Muri, da nič več se jokal ne bom. Čas ustavim, ko mislim na reko, ko nosi me val. Tam so spomini, želim si živeti kot mlinar na Muri, da nič več se jokal ne bo. Ko zdaj hočem nazaj, kjer voda pomeni še več kot življenje in smrt. Vidim cesto, ki vodi le tja, ker izgubil se bom med ljudmi. Rad bi živel kot mlinar na Muri, da nič več se jokal ne bom. Nazaj, kjer voda pomeni še več kot življenje in smrt. Vidim cesto, ki vodi le tja, kjer izgubil se bom med ljudmi. Rad bi živel kot mlinar na Muri, da dolg bil bi dan, da spet bil bi sam. Rad bi živel kot mlinar na Muri, da nič več se jokal ne bom. Nič več se jokal ne bom. Nič več se jokal ne bom. Mlinar na Muri je bila slišana skladba skupine Šato z albuma The Best Of. Matjaž in Zvone pa sta z mano v oddaji Radioaktivno. Zdravo. Živijo, en lep pozdrav. živijo tudi od mene za Radio Prlek. Po tolikih letih se prvič srečujemo v našem studiu, pa imate kot skupina skoraj 40 let. Res, 35. Stari nismo, no. Stari še nismo, 35 let je pa minilo, ne, tole naše obdobje, prihaja 7. album, tako da ja, po 7 albumih so pa tudi ta leta nekje primerna. V zadnjem času ste ponovno bolj aktivni, nekaj časa je bilo tiho. Ja, mi smo nazadnje bili aktivni leta 2012, ne, ko smo izdali 6. album, ampak smo se zelo hitro po izidu albuma razšli in ni bilo neke velike zanimanja, pa vsak ima neke svoje druge projekte in tako da smo kar zelo hitro po izidu tega albuma 6. se razšli, ne. Zdaj pa spet na novo, ampak zdaj je ekipa drugačna, od stare ekipe smo samo Matjaž pa jaz, ne. Sedaj ste potem v polnem ustvarjalnem zagonu. Ja, s tem, da recimo člani, ti, ko so zdaj z nami, so v bistvu prekaljeni mački, no, bi rekel, klaviaturist, ko je že Humar, je iz Robi, je iz rock'n'banda, recimo tam je on neko kilometrino že za sabo pustil, dobri instrumentalist. Potem sta pa dva člana bivše skupine Velenske, Res Nulios, ki so bili taki pravi pečeni rockerji, bobnar Janez Marin in pa Boštjan Časl na bas kitari. Tako da 4 Velenčani, pa eden iz Jesenic. Če tako potegnemo črto, potem lahko res rečemo The Best Of. Ja, upam. Ja, The Best Of na tej, če govorimo o vinilki, ne, je 8 naših hitov, ne, zraven smo pa za bonus dodali še 2 nova, ne. Tako, to je vinilka, ki je, moram reči, da smo si vedno želeli, ne. Nasploh Best Of, ne, ker le po 6 albumih, zdaj že 7, po 6 albumih recimo si nekaj želi, vsak band si nekaj želi, nek The Best Of, vse tudi tujine
še vedno to dela. No in malo smo imeli sreče, da imam enega prijatelja, Jocota, Biki Joco, no ga mi kličemo, in da je on bil tok, da je imel tok, bi rekel, v jajc, da je rekel, on je pa tak diskofil, ne, in plošče in to, je rekel, lej, jaz vam bom to zrihtal. No in šel tako daleč, da smo prišli do te izvedbe tega albuma, ki smo zelo ponosni na njega. Ja, ker on je mogel odkupiti vse avtorske pravice, ne? Ker mi smo včasih snemali pri založbi ZKP RTV Slovenija, pa Korona. pri Koroni, in oni so v bistvu še vedno lastniki posnetkov, ne avtorske pravice, ampak posnetkov. In je zdaj novi založnik je mogel to vse odkupiti, ne? Da je lahko sploh izdal vinilko. Pogovor smo pričeli z vašo verjetno največjo uspešnico Mlinar na Muri, sicer priredbo, zraven si pripisal leto 1994. Tako, res, spomini, tam so spomini. Ja, tudi recimo takrat je pa tudi nastal v sklopu komada tudi, ker video spot in res takrat smo na polno delali. Žal, ne vem, 5-6 ne vem kdaj. Tudi neka pauza bila, ampak res, takrat smo pa grabili to in ambient, tale Mlin na Muri nam še vedno v ponos in tudi zadnjič sem zasledil, da ga obnavljajo, da mi je v veselje mi je. Poznam pa tudi lastnika, žal lastnik je umrl, hčerka je zdaj prevzela in spomini so mi ostali taki lepi. Druga, ki jo bomo spustili, bo Gremo v nebo. Ja, to Zanimivo. mislim, to je bila na neki lestvici, ne? Ne na neki lestvici, to je bila na lestvici RTV Slovenija, 100 Pops 20 je bilo nekoč. Nekdaj Tuji- popularni lestvici. Tako, Janko Roplic je to vodil, tuja in domača 10-10 in potem letna je bila pa pesem Gremo v nebo kot zmagovalka. Jaz si sploh takrat, mislim, prav začuden sem, ker to ni komercialni komad, to je pravi rockerski komad z tekstom opreljem, ko AC/DC, če bi prevedli Gremo v nebo, ne, pride hudič in zleze ti v telo. Mislim, to je Black Sabbath ali pa kaj takega. Ja, prvo je bilo letni prvo mesto. Pride hudič, zleze mi v telo, iskri
Gremo v nebo, skupine Chateau z albuma The Best Of. Chateau, pogledal sem malo po spletu, pomeni dvorec, grad. Je tudi potem vaše ime povezano s tem ali s čim drugim? Moram reči, da v Velenju imamo tudi mi zelo lep grad. Kot mi, v katerem smo sedaj. Tudi vi, seveda, in se zelo fajn počutim grajsko, carsko. To moram reči, da ko je ta skupina nastala, v bistvu še jaz nisem bil član. To so bili čist drugi, da ne rečem skoraj malinovci, ne. Pa so se kaj malo hecali, pa neki špilali in so rabili vokalista in jaz sem pač prišel in ko sem jaz to malo videl, da sicer ideje so bile, tako je Bobnera drugega in kar naenkrat se je change naredil, vsi drugi člani, razen Bobner pa jaz ostala, ime pa je ostalo. Tako da smo rekli, ne bomo zdaj spreminjali in ponosni na ta velenjski grad. Zdaj, marskoga je pa to malo motlo, ker je to le francoska beseda, dvorec ali grad, ampak smo rekli, zdaj ne bomo več spreminjali. Jaz bi še rekel, da smo imeli vedno s tem imenom vedno probleme, ne? Ker veliko ljudi v Sloveniji ni znalo to niti prebrati, niti napisati. Ne? In pol, ko so nam pisali pisma oboževalci, to smo imeli pol cel kup. Še to variant, malo more variant, ne. Pogosto so ti šatoji povezani z vinogradništvom, vi ste kaj v skupini povezani z vinogradništvom? Poznam pa to zadevo, ker je moj starata to delo, vinski šatoj je bil z jajcami, to pa javi. Ampak to pa niti ima pa lahko veze samo vino, ker smo rokeri, to pa spada zraven. Nobene iz skupine pa se ne ukvarja z vinogradništvom, čeprav tam nekje na obrobju Velenja so tudi vinograde. Ne, to pa... Nekje v bližini Vinska gora. To so taki lokalni prebivalci, neki imajo razne vikende, malo ven iz Velenja, pa da se malo ljubiteljsko ukvarjajo z bredami, drugače pa ne. Spomni, to mi pravimo celo naša živa meja, ne recimo. To je lokalno vino. Potem bi se morali vi kot Chateau preseliti v naše kraje. Absolutno, ker poznam pa te kraje zelo dobro, od Radenc do Murske, do velik sem preko firme in to mi je vse znano. In vino in vse. Tudi kakšna zaseka in take zadeve. Zvone tebe? Ja, ne, jaz nisem v teh krajih bil tako veliko, Matjaž, ne, redko kdaj, no. Ja, si pa blizu doma bil skoraj tule, malo čez, Čakovi. Ja, no, to od tam jaz izhajam, ne. Tu nekje, Ja. Par minut iz Ormoža. Ja, evo vidiš. Naslednja bo Pobegniva z leta 1992. To je tak komad, ki je, to je, tako, z drugega albuma, Objemi me, kar ziher je. Ja. Pobegniva, avtor v glavnem te druge plošče je bil Peter Rezman, mislim, da skoraj celo ploščo, da je on napisal. Besedila, ne. Ja, besedila, govorimo o besedilih, glasba in tako zvone. Ja, ena pač takih, ki jih še danes imamo na živem repertoarju. Tiho kadila
pobegniva skupino Chateau. V letu 1986 moramo, da najdemo vaše začetke, vaše korenine. Ja, Zato sem prej dejal 40 to v skoraj. ja, to je pa res. Ja, v bistvu smo imeli neki, če izračunam, zdaj pa že skoraj te gre, ja. Jadnič, to je pa prva kaseta, je bila izdana, je bila pa pri, mislim, založba Sraka, kar ponosni takrat bili in ja, ampak to so bili, se pravim, samo Bobnar pa jaz, člani takačnega Šatoja. Moram pa še povedati, da je tam bila kar skladba, recimo Ne laži mi kip, smo pa prvič sploh malo bolj zares sodelovali kot band Šato na Krasu, pop delavnica 87 s skladbo Ne laži mi in zelo dober uspeh smo takrat poželi in smo videli, da je to urok res na Primorskem doma. Pa se je pa začelo, ne. Potem pa ste tudi na pop delavnici zmagali leta 1991 skladbo Objemi me. Ja, to je bila v bistvu moja prva skladba, ko sem prišel v Šatoju. Jaz sem prej igral pri skupini Šankrok, potem sem presedlal Šato in prva skladba, ki sem jo napisal, je bila Objemi me, z katero smo zmagali v Grižah. Na pop delavnici, mislim, da smo dobili glavno nagrado strokovne žirije. Ne. In od tedi je tudi v bistvu pot začela strmo navzgor. Razen žal vojna, ki je se pol sledila, tako da ja. Pogrešate takega, kot je bil format pop delavnice? Zelo. Vsekakor ne. Mislim, da v Sloveniji imamo cel kup nekih narodno-zabavnih oddaj, neke oddaje v formata pop delavnica, kjer bi se lahko predstavili rock bendi, pop bendi, pa ni, ne. Stavno ga ni. Moram še to povedati, da mediji recimo so bili, televizija, govorim na radio še nekako, ampak televizija je bila roka z Mojco Mavc, pa Sobotna noč z obema Saškama, video stopnice, video špon, pa še bi kaj lahko naštel. Pa časopisi, pa časopisi, revija Stop, Antena. Anteni smo bili. Mi imamo še zdaj doma cel kup teh anten in če si malo včasih z Matjažem malo prelistama, in vidimo, da cela Antena so cel kup nekih slovenskih bendov, od rocka, popa, je bilo tudi že tudi dansa, ampak cela Antena je bila sami slovenski bendi, Danes tega več ni, Ja, tudi lestvice so bile, tega zdaj šoh. Zelo slabo. Zelo. Zvone, kakšno pa je bilo takrat razmerje Šato Šankrok, glede na to, da si ti prestopil konkurenci, če rečem tako pod narekovajem? Ja, mi smo tedi kar bili neki, skozi smo bili v bistvu neki rivali, Razmerje tudi na začetku smo bili zelo tako izenačeni, Ja, v bistvu se tudi po glasbi pozna se Zvone, tudi se te glavne hite, da ne rečem zdaj, Šankroka naredil in še danes jih špilajo, tako da mi smo samo presedlala, vokali sem pa čez dodal in muzika pa tu nekje ostaja Zvone. Matjaž, kot si že premenil, pa se je zasedba kar nekaj spreminjala v teh letih. Ja, se pravim, da se je, pol tista leta 91 se pa nekje ustalila skozi, do tistega zadnjega razhoda, To pa res. Takrat je bil tisti jeklen repertoar in vse je to funkcioniralo, vse špili so bili in to tudi band pol skup drži. Če pa špilov ni, takrat jaz vem, da je nek tehno vmes tudi prišel in že zaradi tega vse skupaj šlo narobe. Ni bilo več špilov, ni bilo popraševanja in kaj češ pol ustrajati in smo nekako po domače povedano scagali. Vsak je potem šel nekaj za sebe delati, ampak pa smo bili z Voletom, ki pa skozi od malega se poznama, smo pa enkrat spet skup stopili, pa dobro, nekaj je treba narediti. Če že druga ne, ima zaradi druženja, malo pa tudi konc koncev, vse pa nismo še za staro šaro. Vse tudi stari bendi še vedno delujejo, mogoče mi ne vemo toliko, da delujejo, mogoče malo bolj v nekih klubih, ne ful na veliko, ampak še vedno vidimo Kiss, Def Leppard, Aerosmith, to še vse špilejo. In kje je danes slovenski rock po vajenem mnenju? Ja, v Sloveniji moram reči, da je veliko rock skupin, ampak so vsi nekje v garažah vadijo, nikjer jih pa ni videti. Razen prve lige, nekje 5 bendov, ki imajo zgodovino 30 ali pa še več let, te igrajo, vsi ostali pa ne. Moram reči, da vztrajali so tile bendi, ki so zdaj najbolj v Sloveniji, lahko rečemo od Siddharte do, pa pustimo Siddharto, Bigfoot Mama, recimo to so bile naše predskupine, so nas lepo prosili, če je lahko špila z nami, pa tako naprej. Ampak oni so potem vztrajali, neke veze so imeli tam tudi, kar je pa tudi prav, to je treba ponuditi, ker če ne, redko kdo da reče, prosim, če lahko pridete k nam na intervju, hvala vam to itak, ampak to se več ne dogaja, pop in to, ne prideš več v note. Val 202, kapo dol. Kar je bilo včasih velik problem, zdaj pa vidim, da imajo posluh in tudi videospot in vse se je plasiralo noter in upam, da bo šlo tek naprej. Premalo škandalov delate.
Očitno. Da bi bili Ja, zanimivi ne, za vse to rumene. so že pač od nas zahtevali, ne, ker zdaj so neke nova merila, ne, za marketing, ne, hočejo nekaj narediti, Zgodbe. neke zgodbe, nek škandal, ampak mi smo stara šola, ne, kaj bomo mi zgodbe, mi reč naredimo nov album, ne, Ja, to kot pa pa ni da zdaj zanimivo. neko škandal delamo, ne, da se preko tega promoviramo. Ja, lahko povem za en tak, točno tako je bilo. Album Mlinar na Muri se je izdal. Z novinarko Asijo Matjaž se menimo, pravim, tole si objavljal 7 dni, to tako malo slikco, pa to je rekla Matjaž, mi rabimo škandal. In pa ok, nekako v redu, ne pač. Ja, minil čas, mi gremo v Bratislavo špilat, gostovali smo v Bratislavi na nekem festu, na kar se nam zgodi, da nam kombi ukradejo. Sicer ne z opremo, ampak ukradli kombi, seveda pol nekot mi po neki vezi nazaj z drugim kombijem, sem klical Asijo Matjaž, sem ji pa povedal, ne, spet, to mi rabimo. In je bilo 2 strani, v Kaju in v 7D in vse to. Tako da to je malo žalost. Mogoče pa je naslednja malo povezana s škandalom Lola. Ja, mi smo imeli z to pesmijo na začetku malo probleme, ne, ker je bila zaradi besedila prepovedana. Ampak v bistvu na koncu smo ugotovili, da to ni problem, da je to samo dobro za nas. Ne. Ker če je nekaj prepovedano, vsi vemo, da je to bolj zanimivo. Ne. Vemo, da je to bila priredba Kingsov in tudi oni so bili na BBC-ju prepovedani. Očitno, kar se meni zdi, so bili takrat te rodniki Tomo Pirc, ne vem, Kenda, ne vem, kjer so še bili na Val 202, Srki Pobi, tole pa mi ne bomo vrteli. In to je bila po moje, je bila po fora to. Potem se pa oglasil recimo Radio Šmarje, pa ne vem, kjer je lokalni, pošljite, mi bomo pa sukali. No in tak se je pol. In še danes je velik hit na koncerti. Kakšna je pa zgodba, pa vemo, ne. Fant na ples, zagrabi bejbo, domov pripelje, pa ni bejba, je pa det. Je pač Lola. Žal. S prijatelji sem odšel na ples, vedel sem, da tokrat bo šlo zares, kajti vino je teklo kot kola. Večer se počasi prevesijo noč, vedel sem, da kmalu bom rabil pomoč, kajti vino zamenjal je vinjak in hladna kola. Zagledal sem žensko posebnih oblik, kako ti je ime, sem jo vprašal nič ni, jaz sem Lola, je rekla ta Lola. Ta ženska imela globake glas, a za eno zagrabil sem jo za pas in ji rekel, ti moja boš Lola, 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 Lola. Zavezala se in stiskala se, bila res močno, je rekla, vrtela me je kot prepih in njen objem mi vzel je dih. Odšla sva skupaj na njen dom in za vedno si zapomnil bom, da je Lola, 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 Lola. Daj pusti me, bolelo bo, vreščala je, ko sem slačijo in pristala sem na postelji. Ni mi več odrivala rok, potem doživel sem pravi šok. Oh ti Lola, 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 Lola. Obalna ju je postalo sram, a se nisem nič obračal stran, ko sem videl, kakšna je gola Lola. Šampanec je v potokih lil, ko sem jo med nogami bril, in solzah mi priznala je, se vidiš, da je znesel teklal. Končala se je zgodba ta, ker Lola v resnici je moški bila. Oh pa Lola, 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 Lola. Lola, 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 Lola,
The Best Of je album, ki ga danes vrtimo v oddaji Radioaktivno skupine Šato. Matjaž in Zvone sta z mano. 6 albumov ste do sedaj izdali. Večino tega materiala v tistem prvem obdobju, od leta 86 do 96. Ja, 5, ne, pol. Naslednji 6 je bil leta 2011, ne. Zdaj letos pa pričakujemo 7. Ja, lepo delamo na polno in sporedno tudi videospote, Zvone dela, ne, on je montažer tudi vsega tega, tako da smo bolj homemade varianta, kar se tiče tega, ne, sej danes sporedno mora iti z singlom tudi videospot. Zdaj, to, kar smo ima prej omenil, vprašanje samo kam ga poslati, dati, to pa je eno, to se še pa zdaj, on pa povedal, da smo pa podpisali pogodbo za Dallas Records, pa upam, da bo to šlo zelo mečke lažje naprej. In če se vrneta v leto 1990 do albuma Tvoje oči, kako ga danes vidite? No, predvsem ga jaz poznam Zvone, ne toliko, ja, ne vem, takrat smo bi rekel Malinovci, kip, jaz tudi moj vokal je bil čist tak še otročji, bolj kot ne, mislim, ni bilo farbe, ta prave. Pa tudi stil glasbe je bil Pa malo tudi bolj stil. pop, ne. Dokler nisem jaz prišel, je bil bolj tak pop. Skupina Šato je imela bolj pop muziko, ne. Ja, pa tudi ne, glih, če se komada, trije so že tako malo zažigali, da laže mi je že žgalo, ampak je pa velika razlika od albuma Objemi in dalje. Potem ste postali bolj trdorokerski. Ja, ker tedi je bil tudi tak, trendi so bili in svetovno in na slovenskem tržišču, ne. Tako da smo se mogli temu malo prilagajati, ne. 90. leta so Ja. tisto tako je zažigalo, ne, ti bendi so bili in veš, da malo jih tudi sami fokusiramo, smo jih, ne, in pa v tem primeru pol ti tudi glasbo delaš, ne. In kje je danes prostor hard rocka? Ja, jaz bi rekel, predvsem v srcih tistih malo starejših, ne. Ker mladina danes več nima tek posluha do razne redkih izjem, ne. Bolj kot ne vsi poslušajo ali narodno ali pa pop muziko. Rock muziko je pa še veliko po Sloveniji rockerjev, ampak moram reči, da so vsi malo starejši, nad 40, ne. Ja, jaz bi to Večina, no. Tako da ne bom kjer ga užalo, ne. Večina. Jaz bi to pripomnil. Zdaj spet je recimo vprašanje medijev, koliko se, a ne, spremlja bende, pa to, koliko se v kateri mediji veliko naredi, marketing. Je pa res, da recimo kolegi, a pa poznam ljudi, ja, bil sem v Budimpešti na Rolling Stonesih, v Velenju recimo, pa mogoče ne bi prišel na Šato, pa so nekje v neki izvrsti glasbe, ne. Ne, on samo zato, da reče, bil sem na Rolling Stonesih. Pač gre na neki izlet. Mi, ko smo hodili na koncerte teh starih band, od Whitesnake do Deep Purple, do Slatovskog, bož da ne govorim, na pamet smo znali tekste. To je danes velika razlika. Vem pa, imam pa tudi otroke doma in je recimo v nedeljo, ko se preplazita tja do tiste goveje juhe, pa vprašam, kak je bilo včeraj, noro. Aha, kak so pa špilali band, recimo, pa vprašal brata, kjeri so že špilali včeraj? Ni to ni gušta, sam da je fan, da je zabava, pa da je on tam, pa on in so noreli. Koliko, kjer, kaj, to jih ni zanimalo, jih ne zanima, Tudi verjetno posledica hiperprodukcije glasbe, seveda. ki danes doživljamo. Nikoli si ne bi mislil, recimo, pa nimam nič proti harmoniki, sploh daleč od tega, nikoli si ne bi mislil tega, da bo to tek daleč prišlo, ampak muzika se je takrat poslušala. So pa ti fani, recimo tudi mi, na te, kako bi rekel, centramo, ne, in ti bo še zmeri prišli ta mladina, razen, da od doma gre vse, ne, tudi vzgoja in vse, tudi glasbena vzgoja. Če bo sin zainteresiran, bo tudi, lej, tole smo jaz nekoč poslušal, wow, aha, to je pa to. Pet sem z menoj na koncert in potem to gre nekako, a ne. Zvone, koliko pa se je spremenila produkcija? Koliko se danes, na primer, veliko se je treba prilagajati trendom? Veliko se je spremenila produkcija že samo v tem smislu, včasih je bilo v Sloveniji sam par studijev, ne. Če si hotel kaj posneti, si mogel iti v Ljubljano, ne. Je bilo to Metro, Tivoli, pa še nekaj, še kak drug studio, no. In danes pa lahko to vsak z malo boljšo opremo, ne, doma v garaži posname. Dokaj solidno. No, bom rekel, še vedno je pravi studij, mislim, kjer je vloženo veliko denarja, to nekaj šteje, ne, je neka kvaliteta. Ampak lahko pa tudi zelo dobro tudi posnameš v domačem studiu. Ja, mi recimo smo snemali album Objemi me, pa pol tudi Avantura, še na analogni, na trak. To je še trak, ampak produkcija, če danes damo ploščo Objemi go, to poka, res poka, orang. Ja, Ampak da se pa tudi vse stare stvari, tako ojačevalci na lampe, to je še vedno najboljša oprema, ne. In te analogni trakovi in ojačevalci na lampe, to je še vedno top oprema, ne. Digitalno ne more priti blizu. Tudi ene Hammond orgle klasične ne bo Japonček še vedno ne naredil.
tisto, ko je, pa lezli zraven, ga ne bo. Pesmi nove, pesmi stare bo naslednja, ta pa je sedaj že iz novega obdobja. Ja, ta je v bistvu zdaj prva skladba, ki smo jo izdali oziroma poslali po radijskih postajah v tej novi zasedbi in od te nove variante, ki bo zdaj na novem albumu. Ne. Mi smo do zdaj ven dali 3 skladbe, ne. Prva je bila ta pesmi nove, pesmi stare, Zvezde vedo in zdaj tretja S solzami v raj. Ne. Potem prije pa še 7 novih, ne, ki so pa zdaj v nastajanju, to bo pa zdaj na jeseni. Ne. Ja, moram pa dodati, da imamo pa enega našega prijatelja Borisa Vratenarja, ki nam poskrbi za tekste, tako da tudi njemu se zahvaljujemo in to je zdaj prispeval te 3 do sedaj. Oziroma ne, vse kar naprej že delamo, lahko pa da se še bo zgodilo, da še koga druga tudi povabimo, malo da bo mogoče, malo razlika, ampak v glavnem je pa to Boris Vratenar skrbi za tekste. Tale komad recimo skoraj ne zgleda kot, ki bi rekel, tist pristni šotojevski. Tole je pa, tale naš nov menedžer je zelo navdušen nad tem komadom. Ful me spominje na Black Sabbath, pa to, kar je res, ta riff, ne, čist drugačen, recimo od, ko si ti rekel, prej Pobegniva, kaj te zvem, ali pa balada Objeme, to je čist kontra. S tem, da ta Zvezde vedo je pa že tak, na pol balada, na pol tak tekoči. Tretji, Solzami v raj, je pa čista balada. Tam je pa zelo tak globok tekst Boris naredil in je spet po svoje zanimiv. Pesmi nove, pesmi stare.
skupine Chateau z albuma The Best Of. Sedaj bomo A stran plošče obrnili še na B stran, pa slišali še 5 skladb. The Best Of je vaš album, kot se je omenil, 10 pesmi ste izbrali, dali na A in B stran. Po kakšnem ključu ste izbirali? Teh 10 skladb, vemo, 2 sta sicer nove. V bistvu nismo nekega specialnega ključa imeli, mi smo pač izbrali 8 naših starih hitov, ki so nas zaznamovali. Zraven smo pa rekli, bomo dali pa še za bonus pa še 2 nova. To je nekako, zdaj ne bom rekel, da bo spet drugo leto, pa kdaj te vinilke, pa koliko je zdaj vse te vinilke, zaenkrat se še niso tako prav v tujini, to že full off. Zdaj tisti ta pravi fani ali pa diskofili, so to, je pa res, da ni bila v prodaji, oziroma bilo je komi ne vem koliko naklada, to je pošlo v momentu, šlo je kar na spletni strani, se to tako Bikijocov pač razpečal, vse drugo, mi smo dobili vsak en komad po osebi, pa tudi nič več, ne. Tako da, če bi hoteli to zmnožiti, bi pol mogli pač po natis narediti spet pogodbe nove z to, kar smo prej imeli za lastnike teh zdaj komadov. Ja, ampak ozuni je, zdaj naprej bomo pa videli, kako bo. Ampak se ne da več dobiti, ker je to, kar je bilo natisnjeno, je razprodano. Zdaj, če se bo založnik odločil, da bo še na novo natisnil, se bo dalo kaj dobiti. Trenutno se pa ne da dobiti. Lahko se bo pa zgodilo, mogoče pa, da izdamo pa le na CD-ju, recimo, isto stvar. To bi mogoče tudi lažje bilo, ker tudi finančno je cene. Ste potem tudi dali vse v digitalno obliko oziroma na digitalne platforme, da je tam dosegljivo? Ne, ni, v bistvu ni, no nismo, se pravim, da s tem pa razmišljamo, da če bi bil internet, zdaj malo doma danes še je gramofon, no. Verjamem pa, da ne bo zaradi ene plošče, če bi jo že dobil, si kupil gramofon, vprašanje. Ja, ampak so taki trendi, ker zato smo tudi izdali vinilko, ker so trendi, so taki audiofili, ki hoče imeti vinilke, in to je nekaj, kar lahko primeš v roko in ne moreš kopirati. Drugo je s CD-jem. CD lahko narediš sam doma, kakor hočeš kopij, vinilko pa ne moreš, lahko samo eno imaš, kupiš in je to. In ima neko tako dodano vrednost. In tudi produkcija, moramo reči, da je razlika. Pa tako danes se CD-ji v bistvu zelo slabo prodajajo, v bistvu se več proda vinilk, kot pa CD-jev, ker so se ljudje navadili, da vse skladbe so dostopne na YouTubu in si jih enostavno dol potegnejo z YouTuba. Objemi me bo naslednja, v leto 1991 se vračamo ter zmago na pop delavnici. Ja, na to smo zelo ponosni. Takrat smo mi z Zvonetom pač združili moči, naredila tekstopisca, smo že tako, v bistvu so ga Zvone že prej poznal, tudi jaz sem ga poznal, tako da je pristopil takoj k delu, to je pa tudi nastal cel ta album Objeme. Ja, pop delavnica, to kar sem rekel, eno tako glasbeno srečanje, ki pa ni bilo samo srečanje za nas, tako smo omenili, prva nagrada strokovne žirije, moram reči, tam not je bil Mojmir Sepe, Marko Munih, Jure Rubežnik, to so bili strokovna žirija, ki še danes nekaj pomenijo in ja, nam pa tudi, no. Recimo, kar se potiče nagrada občinstva, recimo so pa dobili pop dizajn, čist tako, da omenim, a ne. Moram pa reči, da se ta skladba še zdaj, tudi kdaj v privat zadevi, jaz kdaj tudi kitaro, ali pa midva skupaj odšpilama, strogo Objemi me mora biti v repertoarju. Tako da, makar je toliko staro že, ampak je neka, bi rekel, ker rockerji smo po duši zelo, kako bi rekel, sentimentalni, romantične duše, tudi v tujini, Škorpionsi in take zadeve. Ne vem, to je nekaj združevalo nas in ljubezenska tematika, makar smo lahko ponetani in z usnjenimi jaknami, ampak ko se pa dotiče balad, smo pa tu in tu je lep primer Objemi.
tisočletja žare, midva svala za hip. Zato lepo ljubi me nocoj. O, zdaj sva tu, jutri morda, jutri nič več naju ne bo. Objemi me, naj bo tvoj. Verjemi, rad bi bil s teboj. Objemi me, naj bo tvoj. Verjemi, želi sicer nocoj. Jutro prežene telo, ugasne žareče nebo, ti ob meni ležiš. Gnezdo je najino toplo. O, zdaj sva tu, jutri morda, jutri nič več naju ne bo. Objemi me, naj bo tvoj. Verjemi, rad bi bil s teboj. Objemi me, naj bo tvoj. Verjemi, želi sicer nocoj. Objemi me skupine Šato, kako pa so poslušalci reagirali na vaš izbor skladb za ta album? Kako so jih sprejeli? Mi bi težko ocenili in se ne vemo, ne, a ima kjer kakšne pripombe ali nima. Ne. Mi smo pač izbrali tiste skladbe, kjer so se nam zdele najbolj primerne, ne, najbolj prepoznavne od skupine Šato. Ne. Tudi to so skladbe, ki so tudi na uživo, recimo na koncertih, dale nek znak, da so to pravi komadje. Ne. Imamo nekaj starih fanov, ki smo se tudi malo, kako bi rekel, skoraj pozanimali, kaj mislite, ki, no, saj jaz sem z njimi govoril, ki so pa res fani, ki poznajo tudi tekste na pamet. To so tisto, o čem smo malo prej govorili. Jaz recimo, če sem kdaj na koncertu slučajno kako besedo zamenjal, pa smo pol po koncertu, tam si se pa zmotil, ne. Se pravi, da to na pamet znajo in no, oni so tudi kako dodali, da so rekli, le, tale pa tale komad more biti gor. In tak nekje smo sledili temu, ne. Da bi pa zdaj čuli kakih komentarjev, slabih ali dobrih, pa ne vemo, tako je Zvone rekel. Ste tudi sedaj kaj na odrih, v živo? Ja, vsekakor. Mi imamo zdaj v avgustu imamo en razprodan koncert v Šeščah, ne. To je nekje tam blizu Žalca. Ne. Res je, da ne bomo samo mi, ne. Tam bo še čudežna polja, bodo avtomobili, Panda, pa ena lokalna skupina Neron, ne. In je koncert že razprodan naprej. To že nekaj časa, tako da moram pa priznati, da je Savinjska, ne bo to zgornja ali spodnja, to so rockerski folk. Tako da se že veselim tega koncerta. Drugače pa ja, drugače smo imeli pa na naši plaži Velenjski že tudi promocijo s to ekipo in moram reči, odmevi so dobri. Mi špilamo to, kar se Janezek nauči, Janezek to zna. In ne pozabi. Tu ni problema, samo da nas čujete in povabite. Samo to. Ja, predvsem pa mi zdaj prvo na jesen nov album, potem bomo pa organizirali eno turnejo. Naslednja bo Zaradi tebe. Ja, to je pa zanimiv komad. To pa je bil
tekst, avtor, čisto nekdo drug. Ja, tudi video spot je bil narejen to, ker tam v domačem kraju Vila Široko je nekoč bila zelo taka ambijenten, zelo dober. Je pa mičken spet, čeprav je rockerska, ampak malenkost se v aranžmaju, mogoče klaviatur pa to. Pa tekst je, ki bi rekel, ne glih direktno ljubezenski, tak malo, mičken skrene, ne. Ja, drugače pa meni tak pozitiven komad. Sanjal sem to noč, da sem božal te, tam, kjer bije ti srce. Hočem, da nocoj spet bi tam zaspal, kjer sem sanje se igral. Zaradi tebe noči so dolge, rad bi tebi dal rož poljubno dekolti, tja, kamor roka še ne sedi. Veš, da rad bi, da slišim tvoj vzdih slasti, ko preludil svet mojemu strasti. Sanjal sem to noč, da si v ognju vsa, moj objem nocoj prišla. Videl sem te, ko v sanjah me želiš, od poljubov vsa drhtiš. Zaradi tebe noči so dolge, rad bi tebi dal rož poljubno dekolti, tja, kamor roka še ne sedi. Veš, da rad bi, da slišim tvoj vzdih slasti, ko preludil svet mojemu strasti. Zaradi tebe noči so dolge. Rad bi tebi dal rož poljubno dekolti, tja, kamor roka še ne sedi. Veš, da rad bi, da slišim tvoj vzdih slasti, ko preludil svet mojemu strasti. Matjaž in Zvone, člana skupine Šato, z mano vdaje Radioaktivno, album The Best Of danes vrtimo. Kako ste prisotni na spletu, na družabnih omrežjih, danes je to nujno potrebno? Ja, mi imamo zaenkrat svojo stran na Facebooku, ne, in to je zaenkrat edino, kar imamo. Imamo pa v pripravi zdaj, ko imamo novo založbo in novega menedžerja, da se bomo še vključili v še razne druga družbena omrežja, ne, ker je to enostavno v tem času nujno. Ne. Glede na to, da imate bogato diskografijo, je možno dobiti še vaše starejše albume oziroma skladbe? Bolj težko je, pa ne vem, če se dobijo nekakšni razprodaji, ki je, mislim, da v kakšni trgovini. Jaz sem slišal to, da založba kaset in plošč, mislim, da vse, kar je našega izdana pri njih, se še da dobiti. Da bi pa kje v trgovina, niti slučajno ne. Vem pa, da oni mogoče, ja, če bi se kdo res pozanimal, bi ga najbrž še dobil. Prej si Matjaž omenil tudi videoprodukcijo, danes je nujno potrebno, da pridete v svet z novo skladbo. Ja, to je, jaz mislim, da to je en support enega singla. In ja, zato, ker konc koncev recimo lažjega spet ti reprezentiraš ven, se pravi, če druga ne na YouTubeu, Facebooku, a ne, si ga ogledajo, hkrati ga pa poslušajo, ne. Tako da to je neka dobra stvar, ki more biti nujno. No, danes enostavno ne gre brez videospota, ne. Ja. Če izdaš skladbo, moraš zraven tudi hkrati videospot. In zaenkrat to zdaj, ker sami poskrbimo, to jaz delam, ne. Kasneje pa mogoče bomo to, kjer bomo prepustili, ne, da bo še kjer drug naredil, ne. Zaenkrat pa zato, ker sami poskrbimo
oziroma jaz ne. Ker v bistvu, če se vrnem nazaj v čas, recimo videospot Mlinarja na Muri, takrat so nas RTV Ljubljana, v bistvu so nam oni častili nekaj smo mi. Polovico so oni financirali. Ne? Ampak to niso bili majhni denarji, ne. To so bili kar velika vsota, da bi zdaj mogel za vsak singl tako vsoto dajati in pol sploh ne veš, kam ga boš uvrstil, hudo narobe. Ja, včasih je bila tehnologija drugačna, ne, in to tehnologijo so imeli samo nekateri, to je bilo samo v Ljubljani. In normalno, zaradi tega je tudi bilo to drago, ne. To je bil nek velik projekt, da si ti naredil videospot, si mogel ogromno denarja vložiti. Danes pa lahko to že tudi z telefoni narediš soliden videospot, ne. Ja, to je res. Avantura bo naslednja? Avantura je pa na 3. plošči, tam, ki je tista znamenita Lola. To je pa skladba, ja, pač isto tekst, tale gospod Rezman. Je pa to zanimivo, da smo pa na s tole skladbo gostovali, vidiš, tudi to je bilo Marlboro Music. To je bila ena taka mini turnejica po Sloveniji, glavno dejanje je bilo pa v Perli v Novi Gorici. In takrat smo mi pa sodelovali z tole skladbo, čeprav to ni bilo tekmovalnega značaja, ni bilo. Ampak ja, se je zelo dobro primilo in ena takih rockerskih komadov, ki je nam primerna. No, to hočem reči, da pogrešali smo te razne Marlboro Music, tele oddajice oziroma v vsakih krajih pa tega bi si jaz želel malo več. Ta komad je pa ravno zaradi tega takrat zelo vplivno bil, takrat se spomnim, ker se to gleda. Makar so gledali to lokalne televizije, ki še danes rade sprejemajo to našo gradivo in s pomočjo njih nam dosti pripomorejo tudi k promociji. Avantura skupine Šaton,
Matjaž in Zvone, sedaj vaju že kar nekaj časa sprašujem. Prvič sem sicer pri meni v studiu, Ja. ne vem, sem preveč zahteven izpraševalec. Ne, niti malo. Midva radva človekama, ti si zelo dober sogovorec, tako da kar naprej. Letos imam v oddaji namreč novost, da tudi glasbeniki sprašuje druge glasbenike. In glasbenica gostja prejšnjega tedna, to je bila Saša Lešnjek, vama je zastavila 4 vprašanja in njen mož Aleks Volasko še eno dodatno vprašanje. Jo mogoče poznata? Ja, jaz poznam Volasko Aleksa, se ja. itak, Sašo pa tudi sem že slišal. Izdala je pred kratkim album Zaljubljena v ta svet, 13 pesmi na tem albumu, in sicer ena priredba v živo ter 12 avtorskih, stara pa je komaj 22 let. Pridna, zelo. 4 vprašanja, Mož je pridn, najbrž. tudi, on je avtor. Seveda. Ona pa besedil. 4 vprašanja, oziroma 5 vprašanj za vaju 2, odgovarjala boste v nadaljevanju. In sicer prvo vprašanje. Ko prideš v Ormož, si seveda prižgeš Radio Prlek. Kaj pa je še kakšna znamenitost ali restauracija ali druga zadeva, ki jo rad greš pogledat? Jaz, ko se furam v teh koncih, prvič mi gre asociacija na tele lepe zgradbe od gradu in tako naprej. Predvsem pa vsake toliko časa vidim vinska pot in ono druge mene zelo da spominja na vino, na vinsko trto, na prijazne ljudi. Drugo vprašanje. Kaj imaš rajši v komadu? Kitarski solo ali saksofon solo? Ja, jaz imam sigurno rajš, ker sem kitarist, kitarski solo. Ampak tak bolj s feelingom, ne on brzinski, ne tak, da je bolj čustven. Je pa res, da če govorimo o saksofonu, doskrat je pa to je za mene en tak zelo seksi inštrument, ki pa mora padati v komad, da je res nared za saks. Kar vemo od Tine Turner do Dafni in še kaj drugega. Tretje vprašanje, ki ga zastavlja Saša Lešnjek. Ali rajši igraš v manjši zasedbi, se pravi bolj akustično, ali sam s kitaro, ali samo z enim inštrumentom, ali v večji zasedbi bendu? Jaz sem še vedno pristaš kolektivnega benda, tako smo recimo mi skupina Šato, ker naša muzika je tista, ko mora užgati. Je pa res, da delamo tudi akustične verzije, recimo tam sta pa kar kitara, rahlo seveda, bobnički, čist na easy, ampak tam je čist druga zadeva. Sem pa bolj pristaš šus variante. Pod vprašanje Zvone mi je prej off the record navajal še nekaj oziroma vedel nekaj drugega. Ja, mi imamo z založbo Dallas podpisano za 2 albuma. Ne. Najprej zdaj takoj na jesen električni album, potem pa še akustični album, kjer bomo vse naše, mogoče večino teh, ki so na tej vinilki The Best Of, še naredili nove aranžmaje v akustični verziji. Lahko da bo tudi še kjer padel iz tega, zdaj kar se še dela, ne? Tako da to zdaj se že nismo v tem odločili. Ja, to je pa njihova želja in konc koncev se tudi mi recimo tam nekje na zimo, če ni nekih velikih špilov, je akustična zadeva lahko čist priročna in to so manjši klubi, manjše ozvočenje, manjši stroški, feeling je pa lahko Boljši. popolnoma enak ali celo boljši. Četrto vprašanje. Imaš rajši poletje ali zimo? Zakaj? Jaz vsekakor poletje. Prvič zaradi, če poznaš ono pesmico, djevojke v letnim halinama voli. Saj ne, malo heca mora biti. Ne, meni je sonce, energija, vse mi je, druženja je več, čeprav zima je romantična po svoje. Ja. Jaz se pa ne morem odločiti, meni je všeč in poletje in zima, pa ne samo to, tudi spomlad pa jesen ima svoj čar. In še peto bonus vprašanje, ki pa ga tokrat zastavlja Aleks Volasko. Ko to ti Štajerc zdravo pade, kaj naredi iz navade? Spije, pa se ga vlije. Tudi vaju potem čaka enaka naloga za naslednje goste. Predzadnja, ki jo bomo spustili v eter, bo Tanja. Moram povedati, da kar se tiče Tanje, je meni en ljubših komadov, če govorimo o baladah. Pa tudi odzivi na špilih so, brez Tanje ne gre. Moram pa povedati, da prvotno mene pa vedno sprašujejo, kjera Tanja pa je to bila. Čist nobena ni bila, ker je bilo prvotno v tekstu napisano Sanja, ampak vokal zelo visoko imate in S pa T se lažje T odpoje. Ne? In nekako smo spremenili temo in pa konc koncev čisto v redu, slovensko Tanja, se tudi Sanja je lahko slovenska ali pa tudi hrvaška. Ampak T se nekako bolj prejme in naj bo Tanja. Naj bo to za vse Tanje, naj bo to njihov komad. Cisne luči so ugasnile,
snile, mesto utri, a v novem jutru. Tebe več ni, če zdavnaj si odšla. In jaz mečkam le tvojo sliko. Noč sem bedel in gledal oči, slika, obraz, podoba bledi. Tanja, nocoj sem mislil na te, nocoj je jokalo moje srce. Tanja, nocoj sem mislil na te, nocoj je jokalo moje srce. Dnevi so zdaj vsi enaki, naj dež bo ali sije sonce. Ko je najhuje, vzame sliko in prebedim z njo tja do zore. Noč sem bedel in gledal oči, slika, obraz, podoba bledi. Tanja, nocoj sem mislil na te, nocoj je jokalo moje srce. Tanja, nocoj sem mislil na te, nocoj je jokalo moje srce. Nocoj sem mislil na te, nocoj je jokalo moje srce. Tanja, nocoj sem mislil na te, nocoj je jokalo moje srce. Tanja skupine Šato z albuma The Best Of, Zvone in Matjaž za konec. Kot sta že omenila, v pripravi je 7. album, v jeseni ga lahko pričakujemo. Vsekakor, ta pesem Zvezde vedo, moram povedati, da je bila prvo mišljena kot balada, ne. In potem sem skozi spreminjal brzino, sem skozi šel malo gor, tako da na koncu več ni bila balada, ampak ni tudi hitra, ampak je nek tak middle komad polarato, ne. Na albumu torej tudi ti dve skladbi, pesmi, nove pesmi, stare Zvezde vedo, pa kot smo že rekli prej, Solzami v raj. Ja. In še koliko In novih? še 7 novih, ne. Že pripravljenih? Večinoma so pripravljene, mislim, da jih imam jaz pripravljenih 9,
koncerti. Eno bo pa prispeval naš klaviaturist, je izrazil željo, da bi eno tudi on naredil in se rekel, ni problema, ti naredi, ne, ostale pa jaz naredim. Ne. No, tole glede zveze, če se še lahko čist mičken vrnem nazaj, videospot smo naredili v naši, ker mi smo bolj industrijsko mesto, energijsko, ali kaj bi rekel, jaz sem sam tudi zaposlen v Tešu že kar nekaj časa, ampak mi smo tale videospot izkoristili v stari elektrarni, ki je delovala iz tam leta 56, ne vem, tam nekaj, no. Tako da lep ambient, tak zanimiv, rockerski spet, seveda, ne. Tako da, moram reči, ker spet smo sami montažo naredili in dobro izpadel. Je pa res, da še nekaj, če pripomnim, preden smo mi zaključili, da ne bomo pozabili. Z veseljem se bomo vračali tudi v vaše konce, probamo vašo vino, pa probamo vaše duše rockerske, ste rockerski, rockerce, rockeri, ker tam, ko so rockerce, so rockeri ali pa obratno, rockeri iščejo rockerce. Tako da, vabljeni z našo glasbo, ne bo vam žal, naši žuri so živi, taki energični, pridite, pa se čudite, kaj vam še to nudi. Veliko, kot je slišate. Pridite v naše dvore. In v kleti. Tudi to. Skladbo Zvezde vedo se bomo sedaj tudi poslovili. Matjaž in Zvone, hvala, da sta bila gosta oddaje Radioaktivno ter uspešno in delovno naprej. Seveda pa se srečamo, ko pride ta z novim izdelkom. Hvala tudi tebi za lep intervju, za prekrasno predstavitev. Hvala poslušalcem, ki nas poslušate in nas boste še naprej poslušali in obiskovali naš kak čim bližji koncert. Hvala. Večer bil je vroč, za vedno si odšla, te vzela črna je noč. Samo zvezde vedo za solze in za slovo, še danes slišim tvoj korak, počutim se kot ranjen vojak. Brez kaplje krvi, a boli, pred
sva Matjaž In Zvone, in skupino Šato. vi pa poslušate oddajo Radioaktivno.